Lansko leto sem napisal odmevni članek o otrocih, ki so bili preseljeni iz komunističnega taborišča Kidričevo, oziroma takrat še Šterntal, v Ormož. Ta naslov temu članku so dal podnaslov Petriček v Ormožu. Nas je 5 otrok v družini, od katerih imam 4 brate, ki so bili v tistem času, o katerem zdaj govorimo, junija 1945, stari 11, 9, 5 let in jaz kot najstarejša od otrok sem bila 13. Prišli so neko jutro oboroženi partizani na naše dvorišče in so mami rekli, da smo na listi za izselitev in da naj se v 1 uri pripravimo za odhod. Predno so nas odpeljali od doma, so mami predlagali, da če se loči od moža, če podpiše danes takoj eno izjavo, da se strinja s tem, da se loči od moža, da lahko ostanemo. In mama seveda na to ni pristala in rekla, jaz sem mu obljubila zvestobo v hudem in dobrem in to sploh ne pride v poštev. Približno teden dni potem, ko so odvedli očeta, jaz mislim, da je bilo 3:30 zjutraj, so trkali na okno in nekdo zavpil, ti stara švabska kurba, zdaj je po vas, ostanite in greste z nami. Po drugi svetovni vojni pa je nastalo tukaj na prostorih Neškega delovnega taborišča komunistično taborišče, ki je imelo uradno ime koncentracijsko taborišče Hitlerov Reich. Tako je tudi zapisano v dokumentih, ki so se našli. Maja pa se tukaj si ogledala to gradnjo tovarne in sta našla ta prostor, kjer zdaj stojimo, tudi Ribičič in Polak. Ribičič v funkciji Ozne, Polak pa v funkciji Knoja. In sta javila svojemu šefu Ljubljano Mačko, da sta našla tukaj prostor za 25.000 jetnikov. Takoj zatem pa so začeli tukaj prihajati zaporniki iz severovzhodne Slovenije. Največ je bilo industrialcev, trgovcev, veleposestnikov in tistim, ki so jih rekli Nepčurje. To pa so bili taki mešani zakoni, ki je bil oče ali pa mati Avstrijka večinoma, ker so bili iz tega konca Koroškega. Tam v Radljah je bil neki zbirni center in smo v Radljah bili do poznega popoldneva. In potem so nas pa v Radljah spet smo morali v avtobus in so nas odpeljali v, se pravi, današnji Kidričev, takratni Šterntal. V Kidričevo smo prišli še istega dne, pozno zvečer ali po noči, tega se točno ne spominjam. Bilo je še svetlo, ker sem videla neki slavolok pri vhodu v taborišče. Samo nimam, to pa ne vem, kaj je, če je tam bil še kakšen napis ali je mogoče kak stari napis bil. En taki veliki lok je bil. In tam smo živeli v barakah, životarili, bi lahko rekla, 6 tednov. 2 brata, Herbert pa Bruno, sta šla v eno barako, ta mlajši brat, ta mlajša sestra, pa jaz, pa mati, pa smo šli v drugo barako, ne.
In smo mi, trije, ki smo pač mlajši bili, smo bili v baraki z mamo in to je bila, kaj znam, 50 metrov dolga baraka. Vrata so bila samo na čelu, na enem pa na drugem in levo pa desno v baraki so bile enonadstropne pogradi, ne. In jaz vem, da smo mati je spala sama spodaj, mi trije pa smo na vrhu spali, ne, v sosednji posli sta bila pa dva moška. In je od tistih moških je po kakem parih dneh je eden umrl, ne, in pol so pravili, da je, in čez par dni je začelo to hudo zadarjati in so ugotovili kasneje, da je tisti ga ni prijavil, ker ga je zaradi lakote jedel. Ampak, no, in pol so prišli neki pazniki, so se vkup tiste tukaj pač od spodaj bila madraca, jaz ne vem točno, so samo zavili, pa so to posmrtne ostanke tega pokojnega so odnesli, onega pa odgnali, ne, in mi nismo niti več onega videli več, ne. Še pa isti dan je bilo pa spet zasedeno z nekim drugim tiste posle, ne. V tem koncentracijskem komunističnem taborišču so bili trije oddelki. Oddelek tistih, ki so bili namenjeni za izgon iz Jugoslavije. To so taki, ki je oče ali mati bil druge narodnosti, predvsem avstrijske. Potem oddelek, ki je bil najhujši, ki je bil še enkrat zagrajen v že ograjenem taborišču, so pa bili tisti neposlušneži, sovražniki ljudstva, Nemčuri in tako naprej. Potem pa je še bil tretji oddelek, to so pa bili jetniki, kot sem že povedal, ki jih je JNA zajela. V taborišču v Strnišču mi je ostal v spominu ta občutek, da nisi nič vreden. In da so že nas otroke, čeprav niso nas direktno mučili, ampak stali smo z mamami na soncu in morali peti pesmi. Tam sem se naučila ogromno slovenskih narodnih pesmi, ker so ženske bile zadolžene, ki pojejo naprej, mi pa za njimi. Partizanskih takrat jaz se ne spominjam, mislim, da jih mi nismo znali. Ja, meni je najbolj v spominu ostalo to, da v tem taborišču, se pravi, vladala lakota. Jaz se ne morem reči, da sem bil en dan sit v Šterntalu. Tam mi smo otroci kopali poleg kuhne je bil en velik kup teh kuhinjskih odpadkov in tam smo hrano iskali. Pa jaz mislim, da smo mi do črve jedli, ne. To je bilo to eno. Drugo pa ta red v tem taborišču je bil tak, da so moški, starejši od 15 let pa do 55 so morali hoditi delati, ker takrat se je gradilo so morali hoditi na gradbišče, stari otroci. Mi smo se lahko svobodno gibali po celem taborišču, nas nihče nikoli preganjal. Ženske so v glavnem morale se držati, da so v barakah bile, ne. In tile moški, ki pa niso rabili iti na delo, so pa imeli dnevno jaz mislim, da okrog 9 se je to začelo, običajno se je to ob 11 končalo, so imeli v sklopu teh barak je bila en taka krožna pot in so imeli tam noter, so morali korakati. In v spremstvu teh paznikov so bili 3, 4 in ti pazniki so imeli neke kovinske kavle, ko eno betonsko železo, ne, in zdaj po kakšne pol ure so prvi tile, ki so morali korakati zaradi, jaz mislim, izstradanosti ali pa so pa padali, ne, in so najprej ga je s tistim kavlom udaril, pa da bi človek spet ostal, večina jih ni ostala več, kasneje so jih s hidrantom, ker je bilo tole hidrantna mreža bila not in so jih s vodnim curkom
polili, pa če tudi ni pomagalo, pol ga je pa s tistim kavlom samo tak za nogo in na stran, tako da so lahko drugi naprej korakali. Ne? In približno ob 11. je bilo tega marša konec, ker je vse popadalo. Po 12. uri sta pa vsak dan prišla dva in eden je imel, tako kažem, 30-40 cm dolga klešča, eden pa je imel, 20 cm klešča. Ne? In sta najprej vse te ljudi, ki so tam ležali, obrnila na hrbet in ta s temi dolgimi klešči je zapeljal vsakemu posamezniku v usta, razprl, pa pogledal in jaz vem, da sem jaz parkrat slišal, rekel, tu ga imaš, ne, in v začetku sploh nismo vedeli, kaj to pomeni, ne, ampak pa smo videli, da je on ta drugi mu izpulil in to so zobje bili z zlato krono, ne, in mu je, no, in tisti zob je vrgel potem pač v tisto vrečko, tam je taka okrvavljena vrečka, ne, in pa so spet ta dva sta odšla in jaz mislim, da tam okrog 3. ure pa je prišel kamion in brez da bi kdorkoli preverjal, ali je kdo mrtev, ali so nezavestni, ali kaj, so jih naložili na kamion pa odpeljali. Ne? In malo kasneje so se pa začeli ti vračati z dela. Ne? Ko so pa prišli po nas, da so nas mamam odvzeli in rekli, da gremo v neznano, je mama vprašala, kam jih boste odpeljali? In je rekel, kaj te briga, Švabska? In to je bil najbolj grozen dan, kar se jaz spominjam kot otrok v mojem življenju. Ko smo ostali brez doma, brez očeta in zdaj še brez mame. In mi štirje smo se držali skupaj in jokali do nezavesti, mama pa tudi. To je res bilo najbolj grozno od vsega. Na kar so prišli en popoldan, zopet za kamioni na dvorišče taborišča in so nas začeli klicati po imenih. Ne? In pozneje smo ugotovili, da so nas praktično vse otroke do 14. leta in od 5. leta dalje so brez mater odpeljali iz taborišča v Kidričevem, dočim manjši otroci do 5 let pa so mamice šle z njimi. Ampak vsi smo potem pristali v gradu v Ormožu. Slučajno sem bil enkrat pri ormoškem župniku na obisku in sem ga vprašal, kje imajo oni shranjene matične knjige. Takrat mi je pokazal eno omaro, v kateri mi je takoj v oči padla mrliška knjiga oziroma Šterbebuh je pisalo gor leta 1941-60. No in sem ga prosil, če lahko to knjigo pogledam in ko sem odprl ravno na 37. strani, kjer je bil zapisan ta prvi umrli otrok 12. avgusta 1945, zdaj ime in priimek se ne spomnim točno. Ti otroki so po mojem mnenju bili iz Kidričevega oziroma iz Strnišča pripeljani v Ormož, da tu umrejo. Ampak v Ormožu se je našel ta Lipe Izlaker, ki je potem med ljudmi organiziral eno zbirco in pa eno kuhnjo tu v gradu, da so te otroke potem nahranili in jih obdržali pri življenju. In ne vem, če smo tisti dan kosilo dobili, tega se ne spominjam, ampak fantje so odkrili čist v bližini železniške postaje eno njivo, na kateri je rastlo korenje. Tisto korenje, ki se seje pod pšenico in se v jeseni za svinje izkopava. In tam so se zarili v tisto korenje in so nakopali korenja, mi smo se ga res fajn najedli in s tisto blato nas sploh ni motilo, malo smo počistili tisti korenček in smo ga jedli. In smo nekako bili, eno hrano smo dobili vase in to na koncu še zdravo hrano,
ker je to bila zelenjava, ki jo nismo 6 tednov sploh videli, ker smo dobivali v bistvu take prazne juhe za jest, pa en košček malih kruha. Kaj je meni najbolj v spominu ostalo v Ormožu to, da sem tam prvič dobil za jest, pa da smo v neki velik prostor je bil in jaz mislim, da je bila prežganka, da smo prvič dobili za jest prežganko, pa še nekaj je bilo, ne. Ampak tam smo se otroci najedli, da to nam... Vete, ko si 14 dni ali 3 tedne samo lačen, ko imaš samo to v mislih, kje bom nekaj za jest dobil, ne. In ko se to doživiš, da se lahko do sitega naješ, ne. Saj eni so bili tako, vete, da so hoteli juho z rokami jest. Veste, Moj najmlajši brat je bil star 5 let in je dobil zjutraj košček kruha k zajtrku. In je on vzel košček kruha in en kos papirja in je ta kos kruha do poldneva drobil na drobtinice. In po kosilu, ki je bilo kakršno pač je bilo, je on cel popoldan drobtinice nosil v usta in jih jedel. Ko smo potovali skozi Ptuj, tega se tudi zelo dobro spominjam, je naš transport, vagon, v živinskih vagonih so nas tovorili, pri sosednjem tiru je ostal en potniški vlak. In špranja je bila malo odprta od živinskega vagona, od teh vrat, in seveda začeli smo vpiti lačni. Ljudje so takrat potovali, da so hrano sabo nosili, ker se ni nikjer nič dobilo, in so nam začeli metati svoje malice, ki so jih imeli za pot v te vagone. In moj brat starejši je ujel en zavitek in ko ga odpremo, so bile noč 4 palačinke. To je bilo kot čudež božji, tiste palačinke, za vsakega od nas je bila ena palačinka. In mislim, da ta korenček in te palačinke so nam rešile življenje, ko smo prišli v grad Ormoški. Torej po skupno 3 mesecih v Strnišču in v Ormožu po 6 tednov povsod so en večer naenkrat so začele oči kar žareti od otrok, mamice so prišle po nas. 6 otrok nas je prišlo skupaj domov, ker ena sestra, se pravi 2 sestri sta bili pri Petričkovih v Celju. V glavnem hiša je bila več ali manj izropana, ampak še hujše je bilo pa to, ker smo videli, da so pode odpirali. A so mislili, da imamo mi kaj skrito tam noter v podih, ne. In ko smo prišli domov v našo hišo, so rekli, da nimamo vstopa. Tisti neki upravnik je bil, ker naše posestvo je bilo takoj vključeno v državno posestvo v Radlje. In potem so nam, ko nam niso dovolili v bistvu v naše spalnice, so služkinje imele na podstrešju svojo sobo in so one šle spat v hlev, da smo mi v njihovih postlah prespali tisto eno noč. Potem pa je mama nekako uredila, da so nam hišo dali na razpolago. Približno čez 14 dni smo pa tako morali oditi od tam, ne. Ker oče je imel v bistvu 3 kmetije. Razloga, zakaj smo bili v taborišču, v bistvu nismo nikoli izvedeli. Tista zaplemba, ki smo jo pozneje videli, zdaj, ko smo vlagali prošnjo za denacionalizacijo, tam je bilo napisano, da je zaplemba po zakonu o Avnoju bila izdana, ne. In mislim pa, da je razlog bil zato, ker pač je bilo lepo posestvo, lepa lega, urejeno in v bistvu vedno so skrbeli moji starši, da so napredno kmetovali. Ja, zakaj smo se tam znašli, to jaz takrat nisem vedel od otrok, ne.
In dejansko moja mama je bila res taka močna žena in je tudi za nas potem skozi skrbela v vseh ozirih, čeprav je bila najprej obupana, da brez očeta ne bo mogla niti posestva voditi, niti ničesar. Ampak samo nam je vedno govorila, otroci, učite se, ker to je edino, kar vam nihče ne more vzeti.